Kaj je bil namen današnje tiskovne konference? Torej, s 1.1.2009 so na rekovajih seveda zaživele nove pristojnosti mestne redarske službe. Bilo je kar nekaj vprašanj oziroma polemike o tem, ali je javnost dovolj seznanjena oziroma obveščena o novih pristojnostih, pooblastilih, in s tem namenom smo se v sklopu varnostnega sosveta odločili, da gremo torej da natisnemo zloženke. 30.000 smo jih in razdelili jih bomo torej po čim večjem številu mariborskih gospodinjstev, da bi s tem resnično zagotovili tisto obliko informiranja, torej neposrednega informiranja o novih pristojnostih mestne redarske službe. Kakšne so sicer izkušnje Mariborčanov z mestno redarsko službo? Morda je v tem trenutku še vseeno malo preuranjeno, kajti po 3 mesecih se bojo začele komaj da prve tiste resne analize nekako delati. Mislim, da smo Mariborčani, torej redarsko službo, zelo pozitivno sprejeli. Res je, da jih je, v glavnem kritike letijo na to, da niso prisotni torej vse povsod. Vedeti pa je treba, da jih je v tem trenutku 11 oziroma 12, kar je za eno mesto, kot je Maribor, absolutno premalo. Po novi sistematizaciji je predvidenih 25, to pa bi po moji oceni že bila tista številka, ki bi zagotavljala torej neko optimalno pokritost mesta, kajti vedeti je potrebno, da redarji po novem ne delujejo več samo v mestnem jedru, ampak na celotnem področju mestne občine Maribor. Od novega leta imajo mestni redarji nove pristojnosti. Kako se kaj dosedanje izkušnje z izvajanjem teh pristojnosti pri občanih in v sami redarski službi? Nekih bistvenih razlik od novega leta in do novega leta zaenkrat ne beležimo. Dejstvo je, da smo z novim letom prevzeli izvajanje pooblastil, ki nam jih daje zakon o občinskem redarstvu in pa določenih nalog, ki nam jih delegira zakon o varstvu javnega reda in miru. Zaenkrat tukaj ne beležimo odstopanj oziroma drugačnih ravnanj ljudi, kot so doslej. Namen te današnje tiskovne konference pa je osvestiti ljudi, da imajo redarji večja pooblastila oziroma več pooblastil, kot so jih imeli doslej, in jih sedaj lahko tudi zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru identificirajo in jim izrečejo tudi globe. Slišali smo, da je v Mariboru premajhno število mestnih redarjev, da lahko pričakujemo povečanje. Glede na analizo oziroma vsebino občinskega programa varnosti je bilo ugotovljeno, da je število zaposlenih redarjev premajhno in je tukaj optimalna številka 20 do 25 mestnih redarjev. Mi želimo povečati kadrovski resurs mestne redarske službe še tekom tega leta. Treba je pa tudi poudariti, da so redarji dolžni opraviti preizkus znanja za mestnega redarja, katerega roke in pa termine pa postavlja Policijska akademija in se moramo tudi njim prilagajati. Naslednji rok bi naj bil predvidoma v jeseni, tako da z tega stališča jaz upam, da bomo lahko mestno redarsko službo ukrepili do konca tega leta.